športna pot. V bistriški športni poti pa bo beseda tekla o odbojki, kajti predstavi vam bomo 17-letno odbojkarico Evo Rožanc. Eva, kar takole te bom vprašal, kako je dejansko tukaj v Slovenski Bistrici torej igrati in kako si pravzaprav začela? Začela sem leta 2017, v bistvu sem na začetku trenirala atletiko, potem pa sem videla, da ni to za mene, pa sem želela nekaj drugega preizkusiti, pa sem se odločila za odbojko. Mi ni žal, mislim, s puncami se zelo dobro razumemo, že dolgo igramo skupaj od začetka in res ne bi šla nikamor drugam. Eva, kako je pravzaprav igrati za tole bistriško majico, torej številka 11 je tvoja, igraš na mestu spremljalke in kaj bi dejala? V bistvu sem zelo ponosna, da lahko igram v Bistrici. Mislim, res imamo dobre dosežke zadnje 2-3 leta. Prišli smo v drugo ligo in zdaj tu se tudi borimo za čim boljše rezultate in smo res vse ponosne, da smo po moje lahko tukaj v Bistrici. Jaz pa tudi, da lahko letos igram v prvi ekipi na spremljalskem mestu. Kako pa ostali bistriški športniki torej spremljajo vaš šport in kako ti spremljaš bistriške športnike, če ga dodam, da je Slovenska Bistrica razgibano športno mesto? Res je, imamo nogometaše, košarkaše, plezalce, v bistvu vse. Dostikrat imajo košarkaši pred našimi treningi ali tekmami svoje tekme, jih tudi mogoče malo prej spremljamo. Drugače, kar se tiče nogometa, plezalstva malo manj, ampak se mi zdi, da tudi včasih vidimo kakšne gledalce, ki trenirajo druge športe, pa je tudi to ful lepo. Se dobite na kakšni žuri tudi, ko niste v športni opremi? Ja, pa če so kakšne veselice tu po Bistrici, se tako vsi poznamo, pa tudi to, ja. Športniki si želijo, da je vedno na vaših tekmah, na vaših nastopih veliko število gledalcev. Kako si pravzaprav ti zadovoljna, kako Bistričani torej spremljajo odbojkarsko igro žensk? Mislim, naši starši nas itak 100% podpirajo, so skoraj na vsakih tekmah, razen če smo v gosteh, potem malo manj, ampak če smo doma, je res jih fajn videti, tudi ostali, naše mlajše selekcije hodijo nas gledati, prav tako tudi starši nasprotnikov, ampak ja, se mi zdi, da je vsako tekmo je več naše podpore nam dajo gledalci. Eva, vsak športnik ima tudi svojo željo, kaj postoriti v svoji športni disciplini, kako daleč priti. Kako si ti začrtala tvojo športno pot? Ja, definitivno moj cilj vse do konca srednje šole, torej mislim, da že celo srednjo, nekaj osnovne šole že treniram. Potem bom videla, sicer ne ciljam na nekako ful visoko, ker je to recimo tudi moj prosti čas, ampak mi vseeno dosti pomeni, tako da upam, da bom čim dlje, koliko bom lahko trenirala odbojko. Če zaključimo tale pogovor z vprašanjem, kaj bi svetovala dejansko tistim, ki se danes kolebajo, v kateri šport bi šli, kako se naj odločijo za svoj šport? Samo naj grejo probat, pa bojo videli, če je to za njih. Lahko ti sprobaš različne športe, to nič ni težava v tem. Ne vem, jaz sem se videla v odbojki, sem tu ostala, sem napredovala in je to. Tako da samo naj gre, pa se piše, pa trenira, pa bo sam videl. Bistriška športna pot.